Vlada Republike Slovenije predlaga višje povprečnine. Odločbe za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča izdane šele v juniju. Tudi v Muzeju novejše zgodovine Celje so prilagodili delo v času epidemije. Zipline na Celjski koči dokončan, zdaj čaka le še na uradno odprtje. Dober dan, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje v naši informativni oddaji Dogodki dneva. Vlada Republike Slovenije je sprejela predlog zakona o interventnem ukrepu zagotovitve dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19, v okviru katerega je predvidena tudi sprememba višine povprečnine za slovenske občine. Povprečnina naj bi se iz sedanjih 589 evrov in 11 centov dvignile na 623 evrov in 96 centov. No, dejstvo je, da je ta predlog boljši, kot je trenutno obstoječ predlog povprečnine. Dejstvo pa je tudi to, da je seveda še zdaleč od tega, kar je bilo dejansko izračunano, kakšni so stroški občin, brez da zraven upoštevamo tudi še stroškov, ki bodo nastali z to epidemijo. Namreč pri sprejemanju proračuna za leto 2021 so občine predlagale povprečnino v višini 658,80 evra, to pa je seveda, trenutni predlog pa je seveda daleč od tega. Vendar, kot sem dejal na začetku, boljše to kot pa prejšnji predlog oziroma prejšnja povprečnina, ki pa je na 589 evrih. Tako da upam, da bo mogoče državni zbor naredil še ta napor in dejansko dvignil povprečnino na tisto ustrezno raven, s katerim bi lahko na nek način tudi zaprli finančne konstrukcije posameznih občin. Z višjimi povprečninami bodo v lokalnih skupnostih lažje izvedli tudi določene ukrepe za blažitev posledic tako imenovane korona krize. Verjetno tudi to, želimo pa si seveda, da bi država pokrila tudi na nek način te stroške. To bi bilo tudi glede na vse aktivnosti in vse ukrepe, ki se dogajajo na državni ravni, smotrno in da ne bom rekel pošteno. Namreč teh stroškov zna biti kar veliko. Dejstvo pa je, da ukolikor bomo želeli zagon gospodarstva, predvsem pričakujemo tudi to, da se bodo zagnale investicije, tiste, ki so na nek način planirane, in pa tudi, da bomo pospešili izvajanje projektov evropske kohezijske politike in pa zagon oziroma sprostitev evropskih sredstev za investicije. Namreč tu bo potrebno še kar nekaj narediti tudi na birokratski ravni, kajti postopki so praktično katastrofalno birokratsko zapleteni. Upam, da bo tudi vlada v tej smeri kaj naredila, da bomo lahko počrpali ta evropska sredstva. Namreč v občini Šentjur imamo kar nekaj projektov v tej smeri, konkretno od kolesarskih poti do industrijske cone, do kanalizacijskega omrežja. To pa seveda zelo počasi poteka, kajti birokratski postopki na državni ravni so prezapleteni in so v veliki meri tudi bolj papeški od papeža. Sicer pa so lokalne skupnosti že od leta 2011 nezadovoljne z višino povprečnin, saj so že slabo desetletje nižje, kot bi jih občine morale prejemati. Lahko povem podatke za občino Šentjur. Občina Šentjur je praktično od leta 2011 glede na dobljeno povprečnino in glede na zapisano in uzakonjeno v zakonu o financiranju občin izgubila tam nekje ranga 19 milijonov evrov, kar je seveda več kot znaša en letni proračun. Kako pa v lokalnih skupnostih gledajo na delovanje vlade v kriznih razmerah, tudi iz perspektive sprejetih ukrepov, ki so vplivali tudi na življenje in delo v lokalnih skupnostih? No, zaenkrat bom rekel, nekih ukrepov v tej smeri ni bilo. Občine smo v veliki meri tudi same reagirale, kar pa se seveda same epidemije tiče in pa ukrepov na tem področju tiče, pa sem mnenja, da glede na to, da dejansko teh izkušenj nimamo, da se zadeve kar solidno odvijajo, lahko rečem. Dejstvo pa je, da je pa seveda veliko zapletov okrog nabav posamezne zaščitne opreme, kar pa seveda lahko dnevno spremljamo. Na tem pa seveda moram priznati, da sem tudi kot državljan zelo, zelo razočaran. Mestna občina Celje se je skupaj s Finančno upravo Republike Slovenije dogovorila, da bodo odločbe za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča izdane šele v mesecu juniju, kar pomeni, da se bo plačilo prvega obroka zamaknilo v drugo polovico letošnjega leta. Zato smo se na mestni občini Celje, kot v večina drugih občin, dogovorili z Finančnim uradom Republike Slovenije,
da bodo odločbe za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča izdane šele v juniju, kar pomeni, da se plačilo prvega obroka zamakne v drugo polovico letošnjega leta. Menimo, da so vsi ti ukrepi zadostni in primerni, tako da lahko preprečimo, da bi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča kateremukoli zavezancu pomenili nesorazmerno breme. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča je namenjeno pokrivanju stroškov lokalne infrastrukture, ki trenutno ne le normalno deluje, pač pa se v tem času tudi posodablja. V Muzeju novejše zgodovine Celje, kljub temu, da so muzejska vrata zaprta, delo poteka tudi v času epidemije. Tako že pripravljajo nove razstave in snujejo nove projekte. K sodelovanju so tokrat povabili tudi obiskovalce in jih naprosili za ideje, razmišljanja, vice, recepte, fotografije in tudi predmete, ki bi lahko bili uporabni pri pripravi bodočih razstav. Gradivo lahko zaenkrat delite na njihovem Facebook in Instagram profilu. Predmete pa bodo v muzeju začeli sprejemati takoj, ko ga bodo spet odprli. Ko so se sredi marca vrata Muzeja novejše zgodovine Celje zaprla, delo tam ni obstalo. Verjetno tako kot celotna Slovenija oziroma svet smo se tudi mi morali čez noč nekako prilagoditi nastali situaciji. Pravzaprav smo muzej za obiskovalce zaprli že celo par dni pred tem, ko je popolnoma zastalo življenje v državi. Namesto tega, da bi zdaj bil v tem muzeju vrvež, kot je sicer v tem času, namreč tule ravno april, maj, junij je višek naše sezone, tu so šolske skupine, muzej zdaj sameva. Kar pa ne pomeni seveda, da delo ne poteka. V enem obsegu še naprej pripravljajo se projekti, pišejo se katalogi, dela se na gradivu, se dokumentira, se digitalizira, se pravi, muzejsko delo v omejenem obsegu vendarle poteka, pa seveda vsi želimo, da bomo čim prej odprli svoja vrata, ker konec koncev glavni namen muzeja je pa vendarle to, da vanj vstopajo obiskovalci. Že zdaj pa je jasno, da vsega, kar so za letos načrtovali, ne bodo mogli realizirati. Kdaj točno pa bomo v 100% lahko izvajali svojo dejavnost, še zaenkrat še ne morem reči. Gotovo bodo posledice tega dogajanja vplivale tudi na naš program. Predvidevamo tudi, da bodo verjetno tudi neke finančne posledice, konec koncev bo kultura vendar gotovo tudi neke vrste žrtev vsega tega dogajanja, zato je težko karkoli napovedovati. Bomo pa stremeli k temu, da bomo v letošnjem letu realizirali vsaj glavne prioritetne zadeve, se pravi zlasti načrtovane avtorske občasne razstave. Zaenkrat razstav nismo spreminjali, bi pa morali že konec maja odpreti novo občasno razstavo o zgodovini roka na naših prostorih. Odprli bomo takoj, ko bo mogoče in seveda temu primerno kasneje tudi določene razstave podaljševali. Sameva pa tudi Hermanov brlog, ki letos praznuje 25 let delovanja. V njem so sicer ravno pred zaprtjem muzeja že pripravili novo interaktivno razstavo, ki pa še čaka na prve obiskovalce. Razstavo Več kot barve, ki bi jo morali odpreti ravno sredi marca, se pravi, ko je epidemija izbruhnila, bomo po vsej verjetnosti podaljšali ravno za ta manjkajoči čas. Prav tako je v načrtu gostovanje Hermana Lisjaka v Kozjanskem parku. Odhaja v Podsredo, ker bi prav tako prejšnji teden morali odpreti razstavo, pa zdaj čakamo na prvo priložnost. Žal Herman Lisjak tule za mano tudi ni mogel letos na pravi način praznovati svojega 25. rojstnega dne, zato nekako skupaj obljubljava, da bomo temu bolj primerno proslavili pa njegov 26. rojstni dan naslednjo pomlad. Posebna pa je njihova akcija, ki so jo začeli v teh dneh in s katero vabijo ljudi dobre volje k sodelovanju pri pripravi bodočih razstav in projektov. Razmere, v katerih živimo, gotovo pomenijo neko prelomnico v naših življenjih in se pravi, to dogajanje bo za vselej ostalo tako v zgodovinskem spominu, kot tudi v naših individualnih spominih in slej ko prej bo to tudi predmet zgodovinske in muzeološke obravnave. S tem namenom smo pozvali javnost, da čeprav v karanteni, vendarle na nek način nam pomagajo zbirati gradivo, ki bo postalo del naše zbirke in bo verjetno prihodnje tudi na kakšni
kakšni novi razstavi o življenju v Celju v 21. stoletju. In moram reči, da je odziv glede na okoliščine kar dober, da se ljudje obračajo na nas, nam pišejo, nam pošiljajo stvari, tudi zbirajo predmete in mislim, da bo prav, ko bo ta zadeva zaključena, bo prav zabavno pogledati, kaj vse smo dobili. V muzeju torej pozivajo vsem, da izkoristimo čas preživeti doma in skupaj ustvarimo bodoče vsebine kot pričevalci družbenih sprememb. Pred 2 letoma so v podjetju ZPO, ki upravlja s parkirišči in javnimi objekti na območju Mestne občine Celje, začeli s projektom, ki bi na Celjski koči ponudil še dodatno turistično atrakcijo. Zipline, ki bo adrenalinske navdušence popeljal od hotela na Celjski koči do pobočja Grmade v dolžini 2x po 400 metrov, je končan, a na odprtje bomo morali zaradi epidemije še malo počakati. Vsi funkcionalni preizkusi, vsa dela in vsa ureditev so zdaj že opravljeni. Celjski zipline je nared, a s prvimi spusti bo treba še malo počakati. Linijski objekt je vsega skupaj dolg okoli 800 metrov. Tukaj sta postavljene 2 liniji, ena je dolga 425 metrov, ena 403 metre. Tako da mislim, da bosta oba dva spusta za obiskovalce kar zelo zanimiva, ker je na sredini najvišja točka približno 110 metrov oddaljena od tal, tako da bodo imeli obiskovalci kar dober razgled in vsekakor bo to ena dodatna popestritev za lokacijo na Celjski koči. Spust traja približno 45 sekund. Oba dva ziplina imata povprečni naklon 4,4%, kjer bodo udeleženci približno na 1/3 spusta dosegli maksimalno hitrost okrog 45 km/h. Sam pristanek potem pa zaradi spremembe naklona je pa precej udoben. Gre za zadnje čase zelo zanimivo atrakcijo, še poudarja Koren. Ja, v zadnjem času se kar dosti zipline postavljajo. Mislim, da je en tak večji preboj naredil zipline v Planici, ki je najbolj star zipline na svetu, ki smo ga postavili leta 2015. No, v teh zadnjih 5 letih se je pa poleg pustolovskih plezalnih parkov, ki so bili že prej dosti popularni, postavili kar nekaj takih linij in so tudi zelo uspešne in so zelo priljubljene pri turistih, obiskovalcih. Tudi na Celjski koči je bil zipline skrbno načrtovan in bo ponudil varno doživetje, a za svojo varnost bodo odgovorni tudi vsi, ki se bodo po njem spustili. Ja, prva stvar je, da napravo more upravljati strokovno osebje, se pravi, da ne moreš kar sam pristopiti k taki napravi. Druga stvar je pa seveda, da so vse te naprave postavljene skladno z evropskim standardom in z varnostnimi zahtevi, ki jih ta standard predpisuje. Tako da gre za en utečen sistem, tako kot pri drugih stvarih, na primer igralih. Projekt ziplina so na celjskem ZPO-ju začeli v leta 2018. Danes je torej končan. Gre za pomembno pridobitev, pravijo na ZPO-ju. Ja, vsekakor je tale naš zipline velika atrakcija in velika pridobitev za vse tiste, ki so pač željni adrenalina. Vrednost projekta je okoli 170 tisočakov, financirala ga je Mestna občina Celje, z njim pa bo upravljalo podjetje ZPO. Včeraj zvečer pa nas je pretresla vest, da nas je v 77. letu starosti zapustil eden pionirjev televizije Celje in naš dolgoletni sodelavec Harald Flis. Harald Flis velja za enega izmed začetnikov lokalne televizije Celje, saj je bil kot snemalec zvest vse od njene ustanovitve leta 1994. Večji del svoje profesionalne poklicne poti je preživel v celjskem podjetju Cinkarna. Dolga leta je bil pilot ultralahkih letal, več kot 20 let pa je bil tudi družbeno-politično zelo aktiven. 2 mandata je Harald opravljal funkcijo svetnika Mestne občine Celje, na lokalnih volitvah leta 2018 pa je bil že 3. mandat izvoljen za predsednika mestne četrti Lava. Harald Flis je pri ustvarjanju in kasneje razvoju televizije Celje pustil neizmerljiv pečat in bil eden najbolj pripadnih in marljivih sodelavcev pri ustvarjanju njenega programa. Vsi ga bomo zelo pogrešali. Še k vremenu.
Jutri bo dopoldne jasno, popoldne se bo od severa navlekla koprenasta oblačnost in ponekod bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, ob morju okoli 8, najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj. Zaradi suše je predvsem na Primorskem velika požarna ogroženost naravnega okolja. No, v soboto bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo predvsem v notranjosti Slovenije manjše krajevne plohe. Na Štajerskem in v Prekmurju bo pihal severozahodnik, ponekod drugod pa jugozahodnik. Tudi v nedeljo bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, krajevne plohe bodo nekoliko pogostejše. Hvala lepa, ker ste bili danes z nami v naši informativni oddaji Dogodki dneva. Lepo se imejte, pazite nase in bodite v naši družbi tudi jutri ob 18:30. Nasvidenja.